Moja tema danes zjutraj je malo resna stvar. Dobro je, da poslušamo in vam lahko povem, da prvi vrsti sebi pridigam. To mi je zelo pomembno. Ne bi rad doživel, kot pravi Sveto pismo, da bi sam sebe varal. Veste, ko si od drugega prevaran, to že boli. Ali še hujše je, če mi varamo sami sebe. Zelo pomembno je, da se držimo Božje besede. Tema moje pridiga je, ne izgubimo najbolj pomembnega v svojem duhovnem življenju. Pa bi vas vseeno prosil, da vstanete, da skupaj preberemo Božjo besedo in potem boste vi lahko si vsedli, jaz bom pa tu stal in pridigal. V knjigi Razodetja 2. poglavje od 1. do 7. vrstice beremo. Knjiga Razodetja, 2. poglavje 1 do 7 beremo. Angelu cerkve v Efezu piši, to govori on, ki drži v svoji desnici 7 zvezd in ki stopa med 7 zlatimi svečniki. Vem za tvoja dela, za tvoj trud in za tvojo stanovitnost. Vem tudi, da ne moreš prenašati hudobnih. Preizkusil si tiste, ki sebe imenujejo apostole, pa niso, in si v njih odkril lažnivce. Stanoviten si in si marsikaj prenesel zaradi mojega imena, pa se nisi utrudil. Vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno ljubezen. Spomni se torej, odkot si padel. Spreobrni se in opravljaj prva dela. Če pa se ne spreobrneš, bom prišel k tebi in odstranil tvoj svečnik z njegovega mesta. Oče, hvala ti za tvojo besedo, hvala ti za tvojega dobrega svetega duha in jaz te prosim, priditi meni in vsem nam na pomoč, da poslušamo tvojo besedo, mazili tvojo besedo, to te prosim, Oče, v imenu Jezus. Amen. Lahko zavzamete vaše mesto. Cerkev v Efezu je bila ustanovljena nekje 25 let po Jezusovem križanju in njegovem vstajenju iz mrtvih. To je bila cerkev mladih in starih, kot tu v Mariboru, ki so ljubili Gospoda in mu bili predani iz vsega srca. Po njihovem predanem življenju za Jezusa in pričevanju za Jezusa se je veliko ljudi v Efezu spreobrnilo. In te ljudje so sprejeli Jezusa za svojega odrešenika, za svojega zdravnika in za svojega Gospoda. Njihov moto je bil, iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in za vse ostale potrebne stvari se bo Jezus poskrbel. In če bomo to delali, bomo blagoslovljeni. Kristjani v Efeški cerkvi so živeli za Gospoda, so goreli za Gospoda in v njihovem krščanskem življenju je Jezus bil številka 1. Najprej Bog in vse drugo pride za njim. Dragi moji bratje in sestre v Mariboru, tako bi moralo biti tudi v našem krščanskem življenju. Najprej Bog, Oče, Sin in Sveti Duh in potem vse ostalo pride za nami. Bog je zvest svoji besedi in vedno, ko je Božje ljudstvo poslušalo Boga in ga sledilo, je bilo Božje ljudstvo blagoslovljeno. V Svetem pismu beremo, da naš Gospod Jezus Kristus vse zapisuje, kar mi delamo za njega. Biblija pravi, da dobimo celo za kozarec hladne vode plačilo, če to storimo iz srca in iz ljubezni. Mesta Efes danes ni več.
obstajajo pa dobro ohranjene izkopanine, pa tudi prostor, kjer je stal tempelj, je še na ogled. Efeška cerkev je imela zelo dober začetek. O njej beremo v apostolskih delih v 19. poglavju. Božja beseda nam govori, da so tisti, ki so pripadali Efeški cerkvi, doživeli korenito spreobrnitev. In da so se spreobrnjeni kristjani dali krstiti v vodi, in to tako, kot jim je zapovedal sam Jezus Kristus. V Evangeliju po Mateju 28, od 19. vrstice do 20. vrstice beremo Jezusove besede. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ko nam gre super, ali tudi takrat, ko gremo čez stiske in težave, bolečine in žalosti. On je z nami in on ostane z nami, tako nam je obljubil v svoji besedi. Potem beremo za Efeško cerkev, da so spreobrnjeni kristjani bili napolnjeni Svetim Duhom. Jezus je krstil v duhu in začeli so govoriti v novih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. To danes rabimo bolj kot nikdar. Mi rabimo novo moč, maziljenje Svetega Duha. Potem beremo, kristjani v Efeški cerkvi so živeli v sadu duha. Prišlo je do spremembe. In to jaz moram povedati, nažalost, danes tudi v naših cerkvih malo vidim. Ne vem, kaj se dogaja, ali mi rabimo en nov dotik od Gospoda, eno spremembo v našem krščanskem življenju. Kristjani v Efeški cerkvi so bili Jezusova luč in Jezusovi ambasadorji. V pismu Galačanom 5:22 beremo, sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost. To rabimo, posebno mi starejši. Postajamo nervozni, hitro se razjazimo in tako dalje. Ali če je sad duha v nas, potem je to drugače. Potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Kristjanom v Efeški cerkvi je bil Bog na prvem mestu. Najprej Bog Oče, Sin in Sveti Duh in potem vse drugo. V apostolskih delih 19. poglavju od 11. do 12. vrstice beremo, da je Bog po Pavlovih rokah delal nenavadne čudeže, tako da so ljudje prinašali bolnikom robce ali rute, ki so se dotaknile Pavlovega telesa in bolezni so izginile in zli duhovi so jih zapuščali. V tej besedi beremo, da je Jezus skozi apostola Pavla delal čudovite stvari. In to Jezus še danes dela. Mi se moramo odpreti Božji besedi. Ljudje v Efeški cerkvi so bili ozdravljeni. Bolezni so se umaknile in zli duhovi so bili izgnani. Mesto je doživelo čudovit Božji obisk in Gospod se je razodeval na veličasten način. Lahko povemo v enem stavku, Bog je bil z Efeško cerkvijo in jo je čudovito blagoslovil in uporabil.
Sedaj se bomo podali v poznejši čas, približno 40 let po ustanovitvi cerkve v Efezu. Ko zdaj beremo, to smo brali, kaj pravi Jezus o efeški cerkvi, imamo občutek, da je vse kakor prej. Čeprav je v cerkvi bila zdaj povsem druga generacija. Prva generacija je odšla Gospodu. Izgleda, da se nazven nič ni spremenilo. Imeli so spoznanje, da morajo delati za Gospoda, vestno, predano in uspešno. Kristjani v efeški cerkvi so bili vztrajni in potrpežljivi. Naučili so se, da greh nima mesta v cerkvi. In o tem sem tudi razmišljal. Cerkev bi morala biti zunaj. To pomeni, da oznanjamo evangelij. Ali dosti sveta je prišlo v cerkev. In vam lahko povem, to me boli. In ne govorim samo vam, govorim tudi sebe. Bog, pomagaj me, da se držim tvojih besed. Cerkev je razločevala med pravimi in nepravimi delavci za Božje kraljestvo. Imeli so jasne kriterije za tiste, ki so cerkvi želeli služiti. Kristjani v efeški cerkvi so bili pripravljeni prenašati zasramovanje zaradi Jezusa. Jezusu se je to zdelo zelo dobro. Jezus je to tudi pohvalil. Toda Jezus je opazil veliko razliko med prejšnjo in sedanjo generacijo. 40 let po ustanovitvi cerkve v Efezu je cerkvi manjkalo najvažnejše in to je bila ljubezen. Jezus nam pravi v Janezovem evangeliju v 13. poglavju od 34 do 35. Evangelij po Janezu, 13. poglavje, 34 in 35, tako pravi. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli med seboj Jezusovo ljubezen. Jezusovo razodetje, da jim manjka prvotna ljubezen, je bilo nujno za cerkev v Efezu, da bi jim pokazal njihovo dejansko stanje. Jezus pravi v cerkvi v Efezu, vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno ljubezen. Dragi moji, kjer manjka ljubezen, tudi dela nič ne štejejo. Kjer manjka ljubezen, tudi pobožnost ni več tisto, kar bi morala biti. Ljubezen se pokaže v naših odnosih. Najprej pristen odnos do Boga, Boga Očeta, Sina in Svetega Duha, do naših bližnjih, do zakonskega partnerja, do svojih otrok, do staršev, do bratov in sester, do bratov in sester v cerkvi, do naših sosedih. Če je Kristusova ljubezen v nas, se to vidi. To Kristusovo ljubezen potem tudi drugi okrog nas doživljajo in vidijo. To sem sam doživel. 68 leta je v Prekmurju bilo eno prebojenje. Res, Bog nas je blagoslovil. Veste, kako dolge molitve smo imeli? Od 8 pa zjutraj do 3. Vsi smo molili in klicali Gospodu. Čez 120 mladih je bilo krščane v Svetem Duhu in ognju. To bi mogli doživeti. In vam povem, ljubili smo Boga, ljubili smo en drugega, cenili smo en drugega. Komaj smo čakali, da nekoga srečamo na cesti, da bi se pogovorili. Danes je to malo drugače. Se spomnim, ko sem živel pol časa v cerkvi, oziroma
S pol srcem sem bil v cerkvi, pol pa svetu. Jaz sem krivine lovil sam, da ne bi srečal verne ljudi, ker me je bilo sram. Jezus pravi v Janezovem evangeliju v 14. poglavju v 21. vrstici, kdor ima moje zapovedi, poslušajte, in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. In tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Dragi moji, ali še imamo pravo in prvo ljubezen do Boga Očeta, do Jezusa, do Svetega Duha? Kako lahko opišemo prvo in iskreno ljubezen? A se še spomnimo časa, ko smo s svojimi grehi prišli k Jezusu, ko smo doživeli odpuščanje svojih grehov in Jezusa sprejeli svoje srce. Jezus je prišel v naše življenje. Nebesa so prišla k nam, to je bilo nekaj čudovitega, to je bilo kraljevsko. Želeli smo si samo eno, ugoditi Gospodu in ne grešiti. Resnično, dobesedno smo bežali od greha. O vsem smo se pogovarjali z Gospodom. Tako blizu nam je bil naš dragi Jezus in želeli smo čim več biti z njim. Vsak prosti čas smo uporabili za Jezusa, ker smo bili blagoslovljeni v njegovi prisotnosti. Bilo nam je lepo z njim in blagoslovljeno. On je bil naš prijatelj. Naše srce je gorelo za Božje kraljestvo in za Jezusovo cerkev. Prva številka je bil Bog in cerkev njegova. Želeli smo si, naj se mnogi spreobrnejo in pridejo Gospodu. Svoje finance smo dali za Gospodovo delo, vsaj 10% od svoje plače. Obiskali smo bolne brate in sestre in prijatelje. Hoteli smo biti Bogu in cerkvi všeč. Spodbujala nas je ta prva in iskrena ljubezen. V našem srcu je gorel ogenj za Boga, ogenj za cerkev in ogenj za izgubljene duše. Imamo še to? Bog nam želi to vrniti. Bog nam to želi vrniti, da postanemo njegovi ambasadori na tej zemlji. Da bi še mnogi lahko Kristusa spoznali in Kristusa doživeli. Ljubezen do Jezusa se kaže v tem, da želimo biti blizu Jezusa. Želimo biti njegovi prisotnosti in se vzeti dosti časa za njega. Želimo mu biti poslušni. A še se spomnite, ko smo bili zaljubljeni? To ni greh biti zaljubljen. Zaljubljenci so navdušeni drug nad drugim in dokler je navdušenje prisotno, je vse dobro. Amen. Kaj bi vse storili, samo da bi se srečali s svojim dragim ali pa svojo drago? Sanjali smo o tistem dnevu, ko bomo lahko drug drugemu izrekli za obljubo, dokler naju smrt ne loči. Tega ni več danes, malo je tega. Malo je tega. Ljubiti v dobrem in zlu, v zdravju in bolezni, dokler naju smrt ne loči. V prvem pismu Korinčanom 13. poglavju od 4. do 8. vrstice beremo: ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna,
ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Ta Božja agape ljubezen, ta čudovita ljubezen. Ponovno se zaljubimo v Jezusa. Ni boljšega, kot je On. Vam lahko povem iz svojega izkustva. Čez 40 let pridigam Božjo besedo. Žal, leta so bila tudi v mojem življenju, da sem hodil brez Boga. Jaz sem vedno verjel v Boga, ali nisem živel za Boga. In Bog me je parkrat dobro obvaroval. Moral bi že biti dobesedno v peklo, ali Bog me je obvaroval. Dragi moji, Boga imeti na prvem mestu, to je najboljše za nas. Bog tebi in meni ne želi samo dobro, najboljše. In boš boljši oče, boš boljša mama, boš boljši mož, boš boljša žena, boš boljši delavec na delovnem mestu, vse bo boljše in najboljše. Bog nam naj pomaga, da se njega držimo. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ljubezen ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Ta čudovita Božja ljubezen. Dragi bratje in sestre, ali še imamo to prvotno ljubezen do našega Gospoda Jezusa Kristusa? Če je nimamo več, potem smo izgubili odločilno in najvažnejšo stvar v našem krščanskem življenju. To je to, kar Jezus v tej besedi pravi. In to prvo in iskreno ljubezen je izgubila Efeška cerkev. Čeprav je Efeška cerkev skoraj vse delala pravilno, pa je to najvažnejše zanemarila. Zanemarila je prvo tisto iskreno ljubezen do Jezusa, do brata in sestre v cerkvi, do Kristusove cerkve, do izgubljenih duš. Kaj pomeni imeti pravo in iskreno ljubezen do Jezusa? Kot prvo, kristjani, ki imajo prvo in iskreno ljubezen do Jezusa, neprestano hodijo in živijo v Božji prisotnosti. Ne samo v nedeljo, uro pa pol, vsak dan. Tudi po noči, ko ne moreš spati, hodi z Jezusom. Kakšno bi bilo naše življenje, če bi videli Jezusa? Kako bi govorili, če bi bil Gospod vedno z nami? In on nam je obljubil, on bo z nami vsak dan do konca tega sveta. Samo mi ga hitro pozabimo. Kakšna bi bila naša dejanja? Kakšne bi bile naše misli? V prvi Mojzesovi knjigi v 5. poglavju od 22 do 24 beremo, da je Božji človek Henoh hodil z Bogom. To ne pomeni, da je Henoh z Bogom delal kilometre, ampak da je dan in noč živel z zavestjo, da je vedno v Božji prisotnosti. In če bi mi tako začeli živeti, jaz vam povem, dosti več ljudi bi se spreobrnilo. On je živel v Božji prisotnosti noč in dan. On je hodil z Bogom. In Biblija pravi,
365 let je Henok hodil z Bogom. In potem je Bog rekel, pa ta človek mora priti k meni. Pa ga je Bog vzel k sebi. On ni umrl tu. Zdaj pa, če bomo redno hodili z Bogom, hitro gremo k njemu. Kot drugo, kristjani, ki imajo prvo in iskreno ljubezen do Jezusa, so goreči molilci. V knjigi Jeremija 33 beremo, kliči me in ti bom odgovoril. Povedal ti bom velike in nedomljive reči, ki nisi poznal. Poskušajte, kličite ga in on vam bo odgovoril. V prvem pismu Tesaloničanom 5, 16 in 18 beremo, zmeraj se veselite. In tu dalje pravi Božja beseda, ne prenehoma molite. V vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Tretjič, kristjani, ki imajo prvo in iskreno ljubezen do Jezusa, živijo v posvečenju. Biblija nam pravi v Evangeliju po Mateju 5:8, blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Vsi bomo enega dneva pokleknili pred Bogom. Vsi. In vsi bodo Boga videli, ali Božji otroci, ki ljubijo Boga, pa pridejo v nebesa, oni bodo z Gospodom. Oni bodo non-stop Boga gledali. Haleluja. Čudovito. Pismo Hebrejcem 12:14 beremo, prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nišče ne bo videl Gospoda. Stvari so bolj resne, kot se mi mislimo. In to nam je težko povedati. In kot četrto, kristjani, ki imajo prvo in iskreno ljubezen do Jezusa, drugemu odpuščajo iz vsega srca. V Oče našo molimo in odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Tudi to je zelo pomembno. In odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. A imamo ljudi, kateri so nam kaj dolžni, pa jim moramo odpustiti. Jaz vas prosim, naredite to. Za vaše dobro. Za vaše dobro. Za moje dobro. Jaz lahko povem, hvala Bogu, bil je čas, da so bile osebe, ne vem zakaj je do tega prišlo, leta so menila, da smo se lahko pogledali v oči. In danes se lahko pogledamo v oči. Danes smo si prijatelji. Nič slabega naredili, ne oni meni, ne jaz njim. Ali nekaj je prišlo zmes in sem opazil, tu je sovraštvo. Bog to nima rad. To moramo odstraniti. Drage sestre in bratje, gremo proti koncu. Pomembno je, da smo pozorni na stvari, ki so Gospodu pomembne. Drugače namreč obstaja možnost, da zgrešimo cilj. In zgrešiti cilj, jaz vam povem, to je kruto. Ne vem, če imate to knjigo od Werner Knizela, Prihodnost in upanje, predlagal bi vsem, da to knjigo preberete. Bodimo zelo pripravljeni. Ko Jezus pride, mnogi kristjani
tudi iz Binkošne cerkve, oprostite, da sem tako konkreten, bodo ostali tu. Ne bodo pripravljeni, ker se ne pripravljajo. Naj nam Bog pomaga, da smo pripravljeni. Nikomor ne želim, da bi kdo ostal tu, ko pride Antikrist. To bo grozno. Preberite to knjigo. Splača se prebrati. Če bi stala 500 evrov, bi jo kupil. Jaz sem jo parkrat prebral. 19 evrov ali 12 evrov, ne vem, koliko stane. Jezus nas kliče v tem jutru, naj se spominjamo začetka našega krščanskega življenja in naj se pokesamo za vse, kar Gospoda ne časti. Odstranimo iz svojega življenja vse, kar ovira skupnost z Gospodom. Priznajmo Jezusu iskreno naše grehe. Božja beseda iz 1. Janezovega pisma 1.9 pravi, če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. In potem v sedmi vrstici v istem poglavju beremo, in kri njegovega sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha. Satan nas obtožuje, Bog nas opravičuje in nam odpušča. Amen. To je upanje naše. Nihče od nas ni popoln, tudi jaz nisem. Kolikokrat moram znova in znova povedati, Jezus, tu sem spet zavredel. Odpusti mi, očisti me, operi me. Dragi moji, obstaja pot nazaj. Vrniti se moramo nazaj k prvi in iskreni Božji ljubezni. In potem bomo lahko en drugemu rekli, oprosti mi za to svinjarijo, kaj sem ti naredil ali naredila. Potem bomo lahko pričevali ljudem, ki rabijo tako nujno Jezusa Kristusa. Če se pa navrnemo k prvi ljubezni, nas Bog ne more uporabiti. Vrniti se moramo nazaj k prvi in iskreni Božji ljubezni. Ljubezni do Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Ljubezni do soproge, do moža, otrok, bratov in sester v cerkvi, bližnji, sosedi do izgubljeni. Bog nas tem jutro kliče k sebi nazaj. Če nismo več prvi ljubezni, pridimo in mu povejmo, Jezus, tu sem, odpusti mi, očisti me v tvoji krvi, operi me, od danes naprej želim živeti drugače, kot sem do danes živel. In Jezus bo sprejel tvojo molitev.